Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Zadnji torek v mesecu je rezerviran za oddajo Soboški ekran. Tako da v studiu lepo pozdravljam župana Mestne občine Murska Sobota, Aleksandra Jevška, pozdravljeni. Lep pozdrav vam v studiu, lep pozdrav vsem, ki naju gledajo preko malih zaslonov. Zadnji torek v mesecu, pa nekako tudi bi lahko rekli zadnji torek v vročem poletju. Sedaj imamo že nekako sliko, kaj se je v tem letu zanimivega, aktualnega zgodilo, dogajalo. Pa najbolje, da začneva kar z investicijami, kajti te nekatere investicije so res vidne. Katere investicije bi vi poudarili, ki so se realizirale v letošnjem letu? No, pogledajte, glede na to, da je bil proračun letošnjega leta relativno pozno sprejet v marcu mesecu, smo sedaj v tistem obdobju, ko investicije najbolj zaganjamo, kajti seveda bilo potrebno pripraviti razpise, izbore izvajalcev in zdaj smo res nekatere investicije uspeli zaključiti. Med njimi je mogoče pomembna ali pa nekako izstopa investicija v garderobe na nogometnem igrišču Pušča. To so garderobe, ki v bistvu so že kar dolgo časa bile pričakovane. Investicija je krepko preko 240 tisoč evrov in to bo omogočalo intenzivnejše igranje nogometa na tem igrišču in tudi dejstvo, da bo lahko klub igral tekme doma, ker do sedaj so bili najemniki v Bratoncih, mislim da. No, nekako nam je uspelo tudi opraviti nekatere investicije na mostovih. Zaključena je sanacija mosta na cesti Markišavci-Polano. To je točka, ki je tisti, ki to cesto uporabljajo, še posebej vedo, bila zelo ozko prehodna. Avtomobili so se morali čakati, da so lahko prečkali ta most. Tudi ta investicija je krepko preko 100 tisoč evrov. No, ko smo pa že pri mostovih, odprli smo tudi drugi most do Mure na Brodu na Muri, Kroškem Brodu. In pri tem je pomembno, da je ta drugi most bil že financiran iz projekta Slovenija-Madžarska, iz projekta Interreg in te investicije iz tega naslova na tem delu Kroškega Broda se bodo sedaj nadaljevale po zapisanem načrtu. Je treba pa tudi omeniti nekatere druge pomembne investicije v mestu, kjer mestna občina ni neposredno investitor, ampak posredno. Tukaj imam predvsem v mislih družbeno prehrano. Kot vidite, objekt družbene prehrane, ki je leta žalostno propadala v našem mestu in kazila zunanjo podobo našega mesta, se spreminja v nek lep transparenten objekt, ki bo zaključen nekje koncem leta. Gre za večgeneracijski center, za centrom ponovne uporabe. Posredno zaradi tega, ker je mestna občina solastnica podjetja Cerop, večinski solastnik podjetja Cerop in seveda tukaj gre za investicijo vseh občin, ne samo mestne občine Murska Sobota. Pa je še kar nekaj investicij takšnih, ki smo jih začeli letos in so v teku. Mogoče tudi te morava nekatere izpostaviti. Glejte, nekako že kar stalnica naših informacij občank in občanov je projekt Expano, se pravi postavitev paviljona Expo na Soboškem jezeru. Tukaj smo že zelo daleč, pričakujemo izdajo sklepa o izboru izvajalca in nekje v septembru mesecu računamo, da bodo gradbena dela in postavitev samega paviljona stekla. Prejšnji teden smo prejeli tudi na občino izrisane načrte motoring parka in ko sem si ogledal te načrte, sem še enkrat ponovno tudi sam sebe potrdil, da je odločitev, da za Soboškim jezerom naredimo nek športni, turistični, kulturni objekt, da je bila odločitev dobra in v zvezi z to investicijo seveda pa že potekajo nekatera gradbena dela za izkop letnega kopališča. Ta dela so pravzaprav proti koncu in pa dela, ki so povezana z kanalizacijo, vodovodom, prav tako že potekajo. Tako da Soboško jezero bo v tem gradbenem smislu kar dobro zaživelo. Seveda drugi del tega
naše stalnice, o kateri večkrat govorimo, je pa tudi mestno središče. Mi štartamo zdaj za prvo fazo izgradnje mestnega središča, in sicer ureditev ploščadi med Slovensko ulico in Kardoševo ulico, na osi grad Luteranska cerkev. Tam, kjer želimo ob 500-letnici Martina Lutra in pa ob 500-letnici reformacije, ki poteka letošnje leto, to leto zaključiti z nekim prispevkom mestne občine k tej res pomembni obletnici, in naša ideja je, da to obeležimo z ploščadjo Martina Lutra, ki se potem nadaljuje v Trubarjev drevored proti gradu, in pomembno je to, da v tem delu ne bo več mogoče parkiranja, da ne bo potekal promet, ampak bo šlo za peš površino, in s tem delom na nek način odpiramo to preurejanje mestnega središča, in zdaj imamo pravzaprav že vse pripravljeno tudi za razpis za izvajalca za mestno središče od sodišča do hotela, do restauracije Zvezda. Ta dela bodo intenzivno potekala drugo leto predvidoma in bodo tudi pomenili kar precej velik finančni vložek. No, ko smo pa že pri financah, mi bomo 12. septembra imeli sejo mestnega sveta, kjer bo pomembna točka tudi rebalans proračuna. Namreč mi moramo zagotoviti premostitveno lastna sredstva za izvedbo teh investicij, o katerih sem govoril, in povrnitev teh sredstev potem pričakujemo v začetku naslednjega leta oziroma v sredini naslednjega leta. Šlo bo za premostitveni kredit, ker pač način financiranja tako funkcionira, da moraš najprej založiti lastna sredstva, potem ko investicijo opraviš, dobiš evropska sredstva poverjena. Ena izmed investicij je tudi kanalizacija Pušča. Kako daleč so tam dela oziroma kako to poteka? Ja, kar dela v bistvu na tretji fazi kanalizacije so v polnem teku. Ta denar smo uspeli pridobiti na razpisu, ki je bil namenjen za romska naselja. Gre za investicijo preko 200 000 evrov. In to, kar je še bolj pomembno od same investicije, pa je, da se vse več ljudi odloča za priklop na javno kanalizacijo in s tem v bistvu tudi na boljšo kvaliteto življenja v tem naselju. Večja integracija hkrati seveda tudi. Povejte mi še, recimo, družbena prehrana je bila ena markantna stavba tukaj v Murski Soboti. Sedaj ta dela so stekla, lahko pričakujemo konec leta, da bomo že videli v polnem razcvetu. So pa tudi tu stavbe, kot je Müller, pa Mercator, pa še kakšne druge bi se našle. Kako pa kaj tu načrti? S temi praznimi ali pa degradiranimi stavbami se ves čas ukvarjamo. In čeprav zgleda, da jih pustimo stati, taktične kot so, ampak ves čas pravzaprav iščemo možnosti, kako oživeti te stavbe, o kateri ste govorili. Zdaj, ko sva že ravno pri Mercatorju, seveda žal je Mercator na svojem, torej na portalu objavil namero o prodaji zemljišča, čeprav smo se mi že zadnje 2 leti kar intenzivno pogovarjali, celo usklajevali načrte o izgraditvi trgovskega centra za pripadajočo infrastrukturo v tem delu mesta, ki bi bistveno izboljšal izgled mesta, ker situacija takšna, kot je zdaj, je slaba. In ko me pogosto krat vpraša, kaj mislim o tej prodaji zemljišča in o nameri prodaje zemljišča, je moj komentar tak, tako kot je zdaj, je najslabše. Kdorkoli bo kupil to zemljišče, bo verjetno tudi kupil z namenom investiranja in potem se bomo naprej pogovarjali z novim lastnikom zemljišča. Če pa bo to zopet Mercator, ki si bil premislil zopet, potem pač se bomo pogovarjali z njimi. Jaz kot župan za svojo ekipo želim, da mesto ima svoje življenje, svoj izgled in da tisti, ki bo investiral, to investicijo vkomponira v izgled mestnega središča, ki ga sedaj prenavljamo. Zgradba Müllerja v samem centru mesta žalostno sameva, imamo pa dobre novice, da menda uradno seveda kot župan nisem bil o tem obveščen, tudi ne pričakujem uradnega obvestila trgovcev, da bodo ponovno oživeli ta objekt. Bom pa zelo vesel, če bo do tega prišlo. Sem pa kot župan pred meseci pisal lastniku Müllerja in izrazil željo, da se ta objekt
vsebinsko napolni, da dobi neko vsebino, ker kazi sam izgled mesta in če je to pismo kaj pripomoglo k temu, da so se začeli aktivnosti, potem sem zelo vesel. Tudi blagovnica ima nekako imamo ideje, kaj bi v blagovnici lahko bilo. Nekoliko je tam zapleteno lastništvo, ampak sem prepričan, da ko bo mesto samo zaživelo, da se bo pojavilo kar veliko interesentov za to, da investirajo. Skratka, eno in drugo, torej tudi Müller, če bi oživel mestno središče. Vsekakor, frekvenca ljudi se poveča, več je tisti, ki se usedejo na kavico, poklepetajo in se potem družijo v samem mestu, kar je naša dolgoletna želja že. Pa da še ostaneva pri mestu, spremembah in novostih. Prejšnji teden smo zasledili malce drugačen režim semaforja in sicer pred drugo osnovno šolo. Tudi vas smo povprašali, kaj menite in kaj menite o tem režimu, ki se mu pravi rdeči režim? Jaz sem se s tem semaforjem srečal najprej kot občan, kot kolesar. Ko sem se zjutraj peljal v službo s kolesom, se ta semafor nenavadno obnašal. Moram povedati, da mestna občina ne upravlja s tem delom ceste, ker je ta del ceste državna cesta, s katero upravlja Direkcija za infrastrukturo, kar pa seveda ne pomeni, da bomo mi tiho in mirno gledali na to, kar se dogaja. Jaz sem prepričan, da je ta nov režim, nov program tega semaforja namenjen v pozitivno smer umirjanja prometa, večje varnosti in tako dalje. Ne razumem pa in tega ne sprejemam, da se takšni eksperimenti delajo pred osnovno šolo in to v času, ko naši prvošolčki začnejo hoditi v šolo. Ko že tako ali tako pri urejeni cestni signalizaciji ali pa pri urejenih klasičnih semaforjih jih učimo, kako naj prehajajo cesto. Sedaj ob tej novosti so pa zmedeni eni in drugi. Zmedeni smo šoferji, zmedeni so pešci in bog ne daj, da se kaj zgodi. Skratka, tako kot vsi občani smo seveda malce presenečeni, kaj bi se dalo urediti oziroma kaj želite vi, da bi se uredilo, da to ne bi prihajalo do take zmede? Ja, jaz sem zahteval takoj sklic seje Sveta za preventivo v cestnem prometu, ki deluje v okviru naše mestne občine in na seji sem zelo jasno povedal, da takšne eksperimente ne smemo postavljati pred objekte osnovnih šol, na cestne površine, prometne površine osnovnih šol, še posebej sedaj, ko pričakujemo, da bodo prvošolčki pričeli hoditi v šolo, v prvi razred in že imajo tako ali tako težave z upoštevanjem že obstoječe cestno-prometne signalizacije. Skratka, jaz še enkrat poudarjam, prepričan sem, da je Direkcija za infrastrukturo imela dobre namene in naredil bom vse, kot v okviru svojih pristojnosti, svojih možnosti, da bo teden oziroma tudi ne samo tisti prvi teden, ko otroci grejo v šolo, ampak tudi kasneje, varen in da bo te šolske poti varne za naše najmlajše. Bomo zgodbo semaforja pred drugo osnovno šolo spremljali tudi na naši televiziji, tako da hvala za informacije. Pa da sedaj malo preskočiva z infrastrukture in financiranja in dogodkov na dogodke, v katerih že uživamo, bi lahko rekli. Nekako začeli smo v začetku poletja, ampak še vedno trajajo. Kaj je tisto aktualno, kar privabi ljudi v naše mesto? Ja, seveda, klasično soboško poletje z prireditvami, ki so pisane na kožo vsem, torej različnim generacijam, različnim okusom. Vse obiski teh prireditev tako potrjujejo, prav tako Skrito dvorišče in pa seveda že kar stalnica Sočna vilica. No, potrebno pa je poudariti, da se približuje zelo pomemben kulturni dogodek, to je dogodek sodobnega plesa Fronta, festival sodobnega plesa Fronta in zanimivo pri tem dogodku je to, da se bo večinoma predstav dogajalo na prostem, od zunaj, ne v zaprtem gledališkem prostoru in to bo še bolj približalo to umetnost lahko vsem, ki bodo se
udeležili teh prireditev ali pa ki bodo slučajno prišli mimo. 31. avgusta, da poveva, do 2. septembra je torej 12. fronta sodobnega plesa, je pa tudi skrito, dokaj odkrito, skrito dvorišče, lahko povemo, tudi tam se je letos dogajalo in se še bo. Tako je, po programu, ki so ga občanke in občani prejeli z Soboškimi novinami na dom in seveda dostopni tudi na spletnih straneh. Skrito dvorišče ima en posebni čar, poseben gušt, kot temu rečemo, je za posebej izbrano publiko in seveda vabljeni. Je pa to seveda julij in avgust ob sobotah zvečer, še naprej bodo ti dogodki torej potekali. Je pa sedaj tudi dobro sprejet dogodek Sočna vilica. Kako ste vi z dogodkom oziroma z organizacijo zadovoljni? Zelo se je prijela ta prireditev, seveda pa nikoli ni tako dobro, da je ne bi bilo potrebno ali pa možno še izboljšati. Jaz sem pogovoril z organizatorjem Zavod za kulturo, šport in turizem o mogoče kakih novitetah, da bi postala Sočna vilica še bolj zanimiva, še bolj privlačna, mogoče tudi s kakšnimi glasbenimi vložki, z kakšnimi atraktivnimi zadevami, ki bi še bolj pritegnile ljudi v naše mestno jedro. Je pa dejstvo, da je zelo dobro obiskana in mogoče med počitnicami nekoliko manj, sedaj si pa obetamo spet dober obisk. Zagotovo kakšen predlog občanov tudi vedno dobrodošel za vsakršno noviteto, ki bi oživela mesto. Je pa ena noviteta, ki je trenutno zelo aktualna, in sicer enkratna denarna pomoč za vse, ki imajo prvošolčke. Tako je, mestni svet je na zadnji seji sprejel predlog odloka, da se pomaga tistim staršem, ki imajo prvošolčke, z finančno pomočjo za nakup šolskih potrebščin in za izkoristek te denarne pomoči je še čas. Starši, ki jih to zanima, naj se obrnejo na mestno občino oziroma pogledajo na spletni strani, kakšni pogoji so za pridobitev te pomoči in naj jo izkoristijo. Skratka, izpolnijo vlogo, ki jo najdejo na spletni strani in potem se ti stroški povrnejo. Je pa to dobra popotnica zagotovo za vse starše, pa mogoče sedaj še popotnica za vse prvošolčke, pa ne samo prvošolčke, nasplošno vse, tudi starejše otroke, šoloobvezne, tudi z vaše strani. Ja, seveda, prvi šolski dan je pomemben za prvošolčke, pomemben pa tudi za starše. Gre za zelo pomemben korak v življenju in povezan je z pripravami, pogovori in pa seveda z tudi različnimi pastmi, ki jih ponuja tudi pot v šolo. In skratka, mi v mestni občini bomo v sodelovanju tudi z policijsko upravo in z združenjem šoferjev in vsemi, ki so odgovorni ali pa smo odgovorni za varnost naših prvošolčkov, poskrbeli za to, da bodo varno prišli v šolo in šole. Hkrati pa bom tudi 1. septembra osebno pospremil vse prvošolčke na vseh naših šolah v šolo. Naredili smo takšen razpored, da ga bomo uspeli na vseh šolah tudi realizirati in seveda želim vsem prvošolčkam in pa tudi staršem, dedkam, babicam, ki bodo pogostokrat tudi suportirali prvošolčke in pa starše, srečno pot v šolo in pa seveda ob prvem koraku v šolo vstop na uspešno življenjsko pot. Lepa popotnica in lep zaključek današnjega Soboškega ekrana, bi lahko rekli. Tako da hvala, da ste bili v našem studiu, da ste nas seveda obvestili o vseh aktualnih zadevah. Hvala tudi vam. In hvala vam, dragi gledalci, cenjene gledalke, da ste bili v naši družbi.